Ta lestvica revije menedžera, ne? Zdaj večina ljudi, po mojem mainstream populacije, te bo poznal po tem, ne? Tisti, ki niso v podjetniških krogih ali pa v IT krogih, odprej, so te spoznali takrat, ne? Ker to je v Sloveniji zelo taka, ne vem, kako bi rekel, denar je zelo taka pomembna stvar v Ja, Sloveniji. za uspešen si, če imaš denar. Jaz se s tem ne strinjam, da si uspešen. Seveda si uspešen tudi, če imaš denar, ampak to je samo en pogled uspeha. Jaz mislim, da uspešen je recimo lahko en kirurg, ki dela fenomenalne operacije in rešuje življenja. Uspešna je neka učiteljica, recimo, ki dobi otroke z raznimi potrebami, pa uskladi vse, da se vsi naučijo, da lahko delajo med sabo. Pa ena učiteljica v šoli državni nikoli ne bo imela veliko denarja, pa je lahko zelo uspešna. Ne? In te zadeve se po mojem premalo izpostavljajo. Ne? Ampak to je ta kapitalizem, pa to potrošništvo, samo denar, dober si, če imaš denar, dajmo se vsi boriti, da bomo imeli denar. Vsem pa ne cenimo teh ljudi v tem smislu, da jih spoštujemo. V Sloveniji tako občutek imam, da se dol jih tlači, ne? Uspešne. Ne? V tem smislu. Misliš v nedenarnem smislu uspešne? Ne. Mislim, tiste, ki niso uspešni v denarju. Ne, v denarju ljudje na njih gledajo, ne bom rekel zaničevalno, ampak tako z negativnim to očmi, pa pač, to je pa taka slovenska mentaliteta, da v bistvu, da si kradu, da si tajkun, da to ne moreš zaslužiti s poštenim delom, pa take stvari. To so pa taka prepričanja, vzorci slovenski, kolektivni, ne? Kako pa gledaš pol ti, ki si bila uvrščena na to lestvico, pa se je verjetno začel ful govoriti o tebi, ne? Ja. A si to gledala pozitivno ali negativno, to, da si bila na lestvici? Ali bi raje videla, da ne bi bila? Jaz bi raje videla, da ne bi bila. Aha, okay. Ja, meni to ni bilo noben tak osebni dosežek, da sem na lestvici v Sloveniji, sploh ne. Jaz bi veliko naredila, da ne bi bila. Ampak tako, mogoče je to neka šansa, da s svojim imenom nekaj lahko narediš, ne? Da sem bolj uspešna. Ne, da si bolj uspešna, da delaš nek impact, a ne? Ker če te ljudje poznajo, lažji predavanja imaš. To se pa strinjam, z tega vidika pa. To sem iskal. Ja, z tega vidika pa, to se pa strinjam, če želiš pa nekaj sporočiti, pa dejansko te ljudje poslušajo. Ampak to hočem reči, lahko bi poslušali tudi te učiteljice uspešne, lahko bi poslušali tudi te kirurge, pa ne vem, šefe. Razumeš, kaj hočem? Recimo tebe. A veš, v tem smislu, bolj bi mogli izpostavljati vsebino, ne pa samo gledati na to v bistvu na zaslužek, ki ga mediji tudi se mi zdi, imajo ta glavni cilj zaslužek, pa branost, pa tako naprej. No, na kvaliteto. Nekaj se bo kle zgodil, ne? Nekdo bo videl, Klajman je imel izologin, ful zanimivo, ne? Mogoče zaradi tega kliknu in ti imaš zdaj priložnost to sporočilo temu dati, ne? Ka gleda v bistvu na uspeh na ta način. Ja, pa bodo mogoče še kaj drugega pogledati, ker bodo videli, da imaš dobro vsebino. Ja. V tem bomo danes probala govoriti. Se strinjam, to se popolnoma strinjam. Z tega vidika je pa vse lepo. Da gremo malo še na denarju ostati. To je čist na začetku. Okay. Neenakost v svetu. Ne? Ja. Se pravi, globalno se neenakost znižuje, ne? Zgodovinsko. V državah, znotraj držav, predvsem na zahodu, pa se neenakost viša. Ne, se pravi veča. Kako gledaš ti na ta problem, ker mogoče neka neenakost mora biti, ker nismo vsi enako, nimamo neke predispozicije za biti uspešni v tem smislu. Ne? Tako da neka neenakost vedno bo, če ne moramo na silo zravnati. Ne? Ampak kje je ta meja tega, da je to še nekako sprejemljivo? Ne? A veš? Ker meni recimo ne bi bilo interesu živeti v neki hiši z 3-metrsko ograjo, recimo, ne? Zaradi tega, ker je vse okrog mene, a veš, ker je takšna neenakost. Ne? Ja, kako gledaš na ta problem? V nerazvitih deželah se to ful dogaja, ne? Pa steklo, pa špice, pa tako naprej. Kako jaz gledam na to? Ja, ta problem se mi zdi večplasten, ne? To je že stvar vzgoje, potem stvar jaz bi rekla tudi osebnega zdravljenja, ne? Ker nekdo, če ni uspešen, ni srečen, vsak želi biti uspešen. Ne bom rekla, da vsak želi imeti veliko denarja, ampak vsak si želi biti uspešen, vsak si želi biti koristen. Ne? In nekdo, recimo, ne vem, v Sloveniji še vedno brezdomcev ni veliko, v Ameriki je to grozljivo. Sploh San Francisco, recimo, kam je šotorska. Ja, ker so kar šotori po ulicah. Tisto je grozljivo, ne?
Sam sistem je tako nastavljen, potem pa tudi vzgoja, pa mentaliteta. V Ameriki recimo, mislim, da ima 12% ljudi, ki gre v pokoj za 1 leto privarčevanega denarja za živeti, pokojnin pa ni tako kot pri nas, ne? Sami si morajo v bistvu. Ja, kaj pa vseh ostalih, se pravi 88%, pa kaj pa po 1 letu? Ampak oni nimajo te mentalitete, tega privzgojenega, da ko začneš služiti, ko greš iz šole, pa začneš služiti, da bi začel si varčevati za tisto. Oni imajo troši. In v bistvu industrija to samo še spodbuja. Pri nas je to vse majčkeno drugače. Tudi se vidi, kako se podjetja štartuje, startupi čisto drugače delujejo, recimo kot v Ameriki in tako naprej. Tako da problem bo, če bo ta mentaliteta prišla k nam, bo pa še hujš pri nas. A tega misliš ekstremnega potrošništva, pa živeti iz dneva v dan, v bistvu na kreditne kartice. Glasam, tole ti bomo popravili. Ja. Da te vidim bolj. Ok, dobro. Super. Tako da problemi so tukaj večplastni in tukaj bi jih moral sistem začeti reševati v bistvu pri majhnih otrocih, ker bo treba v bistvu na drugačen način delovati. Saj nekdo, v bistvu v končni fazi je vsak lahko podjetnik, a je tako, nobenemu ni branjeno. Nimajo pa vseh lastnosti, da bi bili lahko podjetniki. To se pravi, tisti, ki niso podjetniki, morajo iti v službo k nekomu. Zdaj, če je tam fair, če ti fair delaš, se pravi, daš vse od sebe in si fair plačan, takrat do tega ne bi prišlo, to je že ena stvar. Se pa pojavlja in jaz to ne bi pod preprogo dajala, na eni strani, da podjetniki, se pravi lastniki, ne plačujejo fair svojih zaposlenih. Po drugi strani pa zaposleni, tudi spet to ne vsi, pa povsod, ampak ne dajo vsega od sebe, takrat, ko so tam. Ker eno pravilo je, lahko rečeš, nikoli me ne moreš toliko malo plačati, kot res lahko malo naredim. Tako da v bistvu vedno je treba gledati na vse zadeve. Tukaj pa pride potem zavest, moralno-etične vrednote na obeh straneh. In zdaj, če nekdo ne želi delati, recimo, da je len ali karkoli, to je to že kot bolezen označujemo, ker v bistvu ljudje si res želimo biti koristni. Jaz sem delala kot prostovoljka, ko sem bila še v Sloveniji, enkrat na teden v centru Korak v Kranju. To je center za otroke, za odrasle v bistvu, po poškodbi glave. To so ali razne nesreče, ali pa kapi, ali karkoli takega. In te ljudje, meni je bilo najbolj hoditi tja zaradi tega, ker sem vsakič, ko sem šla ob 12. v ponedeljek od tam, bila toliko srečna in hvaležna, da lahko delam, ker te ljudje, prva stvar, da bi lahko delali, spet, ker spomnili so se, kako je bilo, ko so bili zdravi, druga stvar, da bi lahko vozili avto in tretja stvar, da bi imeli družino. To se pravi tisto, kar rečemo, ko mi čakam, da grem v penzion. Ja, ker sem utrujen v tem trenutku, pa mogoče rabim 1 mesec, po 2 mesecih bi mi bilo že dolg čas. Tako da ljudje smo kreativna bitja, delovna bitja in te zadeve, ki se pojavljajo, pomagati bi bilo treba tem ljudem. Pomagati na drug način, kot s tem, da rečeš, v bistvu dam ti denar. Ja, sej potem socialni sistemi pa to nekako podpirajo, ampak to ni rešitev dolgoročna. Tukaj smo nekako... Drugače malo filozofiramo. Jaz tole, mislim, prav v to smer greva, meni je to super. Jaz mislim, da imamo kle problem, ki je strukturni pa na ravni družbe. Se pravi, prej smo omenili tega delodajalca, ki ne plačuje fair. On začne fair plačevati, nek delodajalec ne bo fair plačeval. In ta delodajalec, ki ne bo fair plačeval, ga bo premagal na trgu, ker bo lahko cenejšo storitev ponudil. In kle smo mi potrošniki krivi. Zakaj mi na Amazonu kupujemo? Ker je ful cenej. Potem se pa vse te trgovine male, družinske zapirajo. To nam pa ni všeč. Ampak v bistvu svojimi dejanji spodbujamo to. In smo vsi v nekem takem smo v tem sistemu, ja, kar nam ni všeč. Se strinjam, ampak tukaj spet prideva do moralno-etičnih vrednot pa do zavesti. Posameznika. Ja. Drugače ne gre, kot posameznika. Ja. Sam je tako, vsi smo nekako jeti, to ful je težko. Ja, težko je, ni simpel, zato ker v bistvu evolucija gre naprej in tudi evolucija tega bi mogla iti, pa ni šla. Evolucija na področju tehnologije in tega gre tako, kot mora iti, evolucija zavesti pa ne.
In tukaj pride potle potem do teh krešov, ki pa niso sprejemljivi in bomo sami sebe ognobili na ta način. To, kar si omenila tehnologijo, ne? Pa kar sem jaz omenila Amazon ali pa kar smo omenila neke delavce, ne? Potem imamo tukaj problem še umetne inteligence, ki že itak trend je zadnjih, 20 let, da se v proizvodnji v bistvu vse avtomatizira. In začel se bo avtomatizirati na storitveni sektor. In ljudje, ki nimajo nekih znanj, ki so povezane, po mojem mnenju, z ljudmi, bodo šle stran, ker bomo lahko zautomatizirali. Točno to. In mi v bistvu drvimo na tirnicah, smo proti eni prihodnosti, ki v bistvu ne vemo, kaj bomo naredili. Ne? Če imamo 90, če bomo imeli 70% brezposelnost, ta sistem ne bo funkcioniral. Ne, sigurno ne bo funkcioniral. Sigurno ni bo treba iskati rešitve, a ne s tem, da na drugi strani pa umetna inteligenca pa te zadeve, zakaj pa ne, to je super, to je razvoj. Sam treba poiskati, prekvalificirati te ljudi, oziroma, jaz mislim, da v bistvu te socialni stiki, pa druženje, pa recimo, jaz tako rečem, pa se nekdo, ki je zdaj mogoče delavec v tovarni, pa ga bo nadomestil robot, bi pa lahko šel na sprehod z enim invalidom. A ne, tega ni. Te ljudje pa, ki so pa odrinjeni na rob zaradi drugih stvari, zaradi v bistvu čist fizičnih nezmožnosti, te pa hlepijo potem. A ne? In denar pa bo, vse bo robot naredil, zaslužil denar, potem pa se lahko to nekako krije. Jaz sem mali idealist v teh zadevah, ampak jaz vidim, da bi se dal, če bi bil interes, bi se dal to narediti.